Tvegam, da bom še dodatno podžgal strahove pred tretjo svetovno vojno, pa vendar, gremo. Poleg tega, kar se dogaja med Ukrajino in Rusijo, ter večdedenske zračne kampanje, v katero sta vpletena Združene države Amerike in Iran, je na obzorju tudi soočenje med Združenimi državami Amerike in Rusijo. Morda že v nekaj dneh. Kraj bitke? Obala Kube, medtem ko ruski tanker z nafto hiti proti otoku. Ni minilo dolgo, odkar sem opozoril na morebitno kubansko krizo s tankerji, in zdaj smo tukaj. Torej, danes na kratko preglejmo kubansko zagato, preden se posvetimo tankerju v središču trenutnega primera, ki bo nekako vključeval Atlantido, pravilo Airbud in moj počasen zdrs v norost. Ta saga se je začela 3. januarja, ko so ZDA sprožile posebno Madurovo operacijo in aretirale venezuelskega predsednika. Da, obstajalo je obdobje, ko so se Združene države držale kratkih časovnih okvirov za konflikte. Bela hiša je nato de facto nadzorovala venezuelsko zunanjo politiko. Del tega je bila prekinitev subvencionirane nafte, ki jo je Maduro pošiljal na Kubo. Okrepljen s to operacijo je Trump razglasil naftni embargo, karanteno proti Kubi in grozil s carinami vsem državam, ki bi to poskusile. Večina se je temu podredila, posebej Mehika, prej ključni partner Kube. Zadnja pošiljka nafte na Kubo je prispela 9. januarja. Kuba potrebuje približno 100.000 sodov nafte na dan, da lahko normalno deluje. Otok proizvede le 40.000 sodčkov, zato mora zapolniti manko 60.000 sodčkov. Kuba začasno ostaja v temi, vlada pa je vse bolj obupana. Kuba je upala na pošiljke nafte iz Rusije. Kuba nujno potrebuje nafto. Kremelj pa je bil pri iskanju kupcev obupan, še preden se je začela vojna v Iranu. Grožnja s carinami za Rusijo ni imela učinka, saj se je trgovina med Rusijo in ZDA ustavila že ob začetku invazije na Ukrajino. Bela hiša ni načrtovala, da bo grožnja s carinami edini mehanizem uveljavljanja. Ob Kubi patrolirata tudi 2 ladji ameriške obalne straže, verjetno pripravljeni prestreči vsak neoborožen tanker, ki bi pristal na otoku. Izpostavil bom neoboroženost, ker napoveduje prihodnje dogodke. Zdaj že je prišlo do nekaterih dogodkov, ko so tankerji poskušali doseči Kubo. 5. februarja je Ocean Mariner izplul iz Kolumbije s 84.000 sodčki nafte in napovedanim ciljem v Dominikanski republiki. Teden dni kasneje je tanker nenadoma zaplul proti Kubi. Ameriška obalna straža je posredovala in zagotovila, da je Ocean Mariner dosegel Dominikansko republiko, kot je bilo napovedano. Drugi krog se je začel sredi februarja, ko je Seahorse zapustil Rusijo z 200.000 sodčki nafte in plul čez Atlantik, očitno proti Kubi. Večino marca je brez očitnega namena miroval sredi Atlantskega oceana. 17. marca je znova odplul proti Karibom, jugovzhodno od Kube, morda proti eni izmed destinacij v verigi otokov. Poročila kažejo, da gre lahko za Trinidad in Tobago ali Venezuelo. Če ugibamo, kaj bi se tu lahko zgodilo, kitajsko podjetje je lastnik Seahorse. Tako je bil posredno vpleten tudi tretji državni subjekt, čeprav je prevažal rusko nafto. Združene države Amerike imajo velike trgovinske odnose s Kitajsko, za razliko od Rusije. Podjetje za Seahorse je bilo morda politično prisiljeno ustaviti načrt. Nato je mirovalo v Atlantiku, dokler ni našlo novega kupca, kar je bila neka nejasna karibska država, ki ni Kuba. Ta 2 primera sta bila le uvod sicer. Hitro se bližamo glavnemu dogodku. 9. marca je Anatolij Kolotkin zapustil Rusijo. Morda je kot cilj navedel Atlantis ZDA, da bi zmedel vse. Kuba je pogosto povezana z Atlantido, del ZDA pa namiguje, da bi si Trump želel pridobiti čast in zavzeti Kubo. Če ne bo kot Seahorse obstal sredi Atlantika, lahko Kubo doseže že 23. marca. Na krovu Anatolija Kolotkina je 730.000 sodov surove nafte. Kuba ima neaktivne rafinerije, ki so nekoč predelovale venezuelsko nafto.
Zaradi tega bi lahko ta en tanker Kubi zagotovil 12 dodatnih dni običajne porabe nafte, če upoštevamo, da je trenutni primanjkljaj 60.000 sodov na dan. Globalni kontekst te poteze je, da se dogaja hkrati z vojno v Iranu. Cene nafte so močno poskočile in se nato nekoliko stabilizirale na višjih vrednostih, pri čemer je West Texas Intermediate tik pod $100 za sod. Ampak kdo ve, kakšna je cena, ko boste slišali te besede? Če obstaja en sam gospodarski kazalnik, ki določa javno mnenje v ZDA, so to cene goriva. Odgovornost, da ostanejo nizke, je na Trumpovi administraciji. To ni lahka naloga, saj zapora Hormuške ožine omeji 20% svetovne proizvodnje. Ker je nafta globalizirano blago, ni pomembno, če ZDA kupujejo le malo nafte iz te regije. Ena od zvijač, ki jih je ustvarila Trumpova administracija, je bila izjema za nekatere ruske izvoze nafte. Države bi lahko uvažale rusko nafto brez grožnje sankcij ZDA. To bi posledično sprostilo nekaj zalog in tako omejilo cene, vendar bi to pomenilo tudi, da bi Kremlju ponudili gospodarsko rešilno vrv ali vsaj gospodarsko rešilno vrv skozi vrsto zapletenih korakov. Izjema je veljala le za nafto v tankerjih, torej so jo ruska podjetja že prodala. Ruski davčni organi imajo korist v višji prihodnji prodajni ceni, saj bo naslednji kupec pričakoval ponovitev, čeprav izjema pravi drugače. Če je Trumpova administracija to že storila, bo to verjetno storila znova. O tem tako na dolgo razpravljam, ker so Združene države izjemo razširile tudi na iransko nafto, kar je ustvarilo bizarne naslove, ki dajejo vtis, da so omilile sankcije proti državi, s katero so v vojni. Težava je tu bolj zapletena, kot kažejo naslovi. Iran iz prodaje, ki jo dovoljuje izjema, ne bo prejel dodatnega denarja. To bo v prihodnosti spremenilo pričakovanja kupcev in povzročilo izkrivljene učinke, če sploh pride do nafte iz Hormuza, kar pa Rusiji ne predstavlja težav. Najbolj me v tej dobi politične polarizacije moti, da je težko razpravljati o niansah zunanje politike. Včasih učinek prisilnega ukrepa ni tako neškodljiv, kot vam morda zatrjuje vlada, hkrati pa tudi ni tako katastrofalen, kot trdi opozicija. Kot sem že rekel, je oprostitev sankcij za iransko nafto le salonski trik, ki bo svetovnim potrošnikom nafte prinesel kratkoročno olajšanje. Hkrati pomaga ranjenemu iranskemu režimu, a manj kot pravijo nekateri javni diskurzi. Ob vsem tem nenavadnem dogajanju lahko razumete, zakaj bi se nekaj te nenavadnosti preneslo tudi na Kubo. Večina praktičnih učinkov oprostitve je bila namenjena odpiranju uvoza v Indijo. Nekateri v Rusiji so menili, da oprostitev pomeni, da bodo ZDA dovolile uvoz nafte na Kubo. Uradno besedilo ni omenjalo, da bi bile katere države izvzete iz oprostitve. To je bilo res pravilo Airbud pri izvajanju naftnih sankcij. Za tiste med vami, ki niste imeli užitka odraščati v prijetnejšem času, znanem kot 90. leta, je bil Airbud film o psu, ki je igral v košarkarski ekipi osnovne šole. Se sprašujete, kako je to mogoče? Pravilnik namreč ni izrecno določal, da psi ne smejo igrati košarke. To je resnično in ima svojo stran na Wikipediji. In čeprav se zdi, da bi bila takšna pravna luknja bolj primerna kot zgodba za profesionalno rokoborbo, ne smemo pozabiti, da je trenutni predsednik ZDA član dvorane slavnih WWE. Tako je Rusija poskusila to potezo. Trumpova administracija je NATO izdala izjemo, ki je prepovedala dostop do Kube ter jo uvrstila med države, kot sta Severna Koreja in rusko okupirana Ukrajina. Tako smo tukaj. Naj na kratko komentiram, kako nesmiselna so bila ta pričakovanja, saj povsem spregledajo bistvo teh izjem. Trenutno Kuba ne prejema nafte. To ima za posledico povečanje ponudbe za preostali svet, čeprav je zdaj res slab čas za življenje na otoku. Odprtje Kube bi povečalo svetovno povpraševanje in podražilo izdelke za ameriške potrošnike. Celoten namen te igre je znižanje cen za potrošnike v Združenih državah. Trumpova administracija še naprej vztraja,
zato smo na poti do spopada. Rusija je menila, da je Anatolija Kolotkina vredno z mornariško spremstvom pospremiti skozi Rokavski preliv. Ni slaba ideja, saj ima Evropa močan motiv za pridržanje tankerjev senčne flote. Francija je včeraj pridržala ruski tanker s lažno zastavo. Višje kot so cene nafte, več denarja to odtegne Kremlju. Britanska mornarica je spremljala Anatolija Kolotkina med prečkanjem preliva. Kljub temu niso ukrepali, vsaj ne ob prisotnosti spremstva. Eskorta je Anatolija Kolotkina zapustila ob vstopu v Atlantik. Zdi se, da lahko ZDA ustavijo tanker, če želijo. Nihče iz ameriške obalne straže ne bo poškodovan, če predpostavimo, da Rusija ni namestila marincev na krovu. Iz Kremlja prihaja vse več govoric, da bi to začeli izvajati, vendar je za zdaj ostalo le pri pogovorih. In če so marinci na krovu, zakaj potem Kremelj tega ni objavil, da bi odvrnil ameriško posredovanje? Rusija je pokazala svoje namene, ko je umaknila spremstvo še pred približanjem Amerikam. Moskva nima zmožnosti projicirati moči tako daleč, saj večina njenih zmogljivosti izgine na poljih Ukrajine. Poleg tega je tu še celotna zadeva z Monroejevo doktrino. Združene države se bodo ukrcale na Anatolija Kolotkina, če bo skušal priti na Kubo. Če kubanska vlada prejme to pošiljko, jih bo prejela še več. Zadnja 2 meseca tega, kar je zagotovo karantena in zagotovo ne blokada, bosta potem zaman. Ker se zavedajo neizogibnosti pridržanja Anatolija Kolotkina, bo Kremelj kapitanu naročil naj poišče drugo lokacijo za raztovor nafte. Tanker za zdaj vztraja. Po drugi strani pa je treba priznati, da je vojna z Iranom odprla novo ranljivost za Združene države. Kremelj ni več treba pošiljati pozdravov čez ocean. Zdaj mora le poslati nekaj pomoči na pot Iranu. V resnici pa je to lažje reči kot storiti. Grožnje pa so uporabne le toliko, kolikor je verodostojna možnost, da jih bodo uresničili. Rusija nima velikih rezerv v proizvodnji orožja. Glavna področja, na katerih je Rusija nudila pomoč Iranu, so bila obveščevalne informacije in ciljanje. In verjetno bi morala Rusija, če želi učinkovito ogrožati Združene države, spodbujati tesnejše sodelovanje na teh področjih. Razlog za to so ekonomije obsega. Vzpostavitev obveščevalne mreže je zelo draga na terenu in v orbiti. Ko je vzpostavljena, je delitev informacij poceni. Opazili boste, da so ZDA še naprej pomagale Ukrajini, čeprav je Trumpova administracija umaknila fizično pomoč. Gre za enak princip. Rusija bi lahko v manjšem obsegu zagrozila z večjo izmenjavo obveščevalnih podatkov. Rusija je po nakupu licence iz Irana spremenila zasnovo šaheda. Prepričan sem, da bi si Iran želel dostopa do izboljšav, zlasti pri ciljanju z umetno inteligenco. Te grožnje bi bilo lažje uresničiti kot jedrsko uničenje. Zaradi tega je to morda kriza na Kubi, vendar nima enakih jedrskih podtonov kot kubanska raketna kriza. Če bi bil trenutni voditelj Kube, bi bil zelo zaskrbljen. Nisem tako zaskrbljen, da bi zdaj kopal zaklonišče pred radioaktivnimi padavinami. Če bi šlo za osnovni pogajalski problem, bi imeli tudi osnovno rešitev. Rusija želi prodati nafto v Kubi. Združene države ne želijo, da bi Iran imel ruske obveščevalne podatke. Opravita izmenjavo in obema bo bolje. Njihovi koalicijski partnerji so morda na slabšem, vendar sta Združene države in Rusija na boljšem. No, pogajanje tukaj ni tako preprosto. Pri razpravi o učinkovitosti pogajalskih dogovorov pogosto jemljem preverljivost dogovora kot samoumevno. To je nizka ovira, kadar je glavno blago v sporu ozemlje. Fizično lahko opazujete, ali je Rusija prečkala mejo ali ne. Žal tega ne moremo reči za obveščevalno pomoč. Vse so govorice, tudi zadnje obtožbe. Govorice, ki jim verjamem, a ostajajo govorice. Ob kršitvi dogovora s strani Kremlja bo ameriška obveščevalna skupnost to zaznala z zamikom. Dogovor, ki bi zaobšel problem opazovanja, je mogoč, a zahteva potrpežljiv Kremelj z veliko vložka. To bi pomenilo, da Kremlju grozi huda kazen za goljufanje in ga skrbijo dolgoročne posledice.
Kremelj zadnjih let, kot ga poznam, je nepotrpežljiv in nima veliko za izgubiti. Zato smo bili že prej tukaj, a nismo prišli nikamor. Kremelj je predlagal dogovor. Preneha pomagati Iranu, če ZDA nehajo podpirati Ukrajino. Enaka težava z opazovanjem in pomanjkanje verodostojnega dogovora. Torej, za zaključek. Ne vem, kako se bo ta obračun končal. Če bi jaz vedel, bi vedeli tudi obe strani in ne bi bili v situaciji, ko ena stran preprečuje dostop do Kube, druga pa je skoraj že preverila blef. Vem pa, da gre za situacijo z visokimi vložki, ki ne prejema ustrezne medijske pozornosti. Leto 2026 nam očitno ne bo privoščilo odmora. Zato si oglejte katerega od teh številnih drugih zabavnih videov, medtem ko si vzamem 24 ur za okrevanje. Če vam je bil video všeč, ga všečkajte, delite in se naročite. Se vidimo naslednjič. Pazite nase.